Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, sledilci, gledalci Fajn podcasta, kjer vas vsakič znova inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli in so pri tem uspešni in zatem razveseljujejo celotni svet, ki jim sledi. Moje ime je Maja Monroe in danes mi je v posebno čast je z mano legenda slovenske glasbene scene Pero Lovšin. Pero, zdravo! Živijo, lepo zdrav vsem. Najprej mi povej, kako prenašaš to vročino, ki nas je zasula. Moram reči, letos kar težko nekako. Do zdaj sem bil bolj vroč tip, ne? Sicer imam rad tudi zime, ampak tudi vročina me ni motila pretirano, ampak letos je res malo nas prizadel, ko po tistmu res taki pusti pomladi, ki ni bila ta prava pomlad, ne, so šoki, ampak mi se bomo mogli navaditi očitno res živeti s temi šoki. Očitno smo ta planet zapacali že tako, ne, da zdaj so tole že obresti. Ja, res je. In ko govoriš o šokih, jaz bi kar začela z enim takim, ne vem, če je to glih šokantno vprašanje, tebi najbrž ne bom, meni se je pa zdela super tema. Pri tebi se v bistvu vse začne pri seksu. Ti si bil eden prvih ljudi, ki je v bistvu, vem, da si tudi diplomsko nalogo recimo zapisal, potem si bil urednik porno revije in zakaj se je tebi takrat recimo zdelo pomembno, da se ta seksualnost vnese, oziroma se mi zdi, da ti je bilo pomembno, da je v bistvu ta seksualna odprtost že takrat malo gre med ljudi? Prvič me je spolno zanimala tako kot občana, bi rekel. Kot človeka. Kot človeka, bi rekel, od mladosti naprej. Ne. Očitno se temu reče zdaj, govorijo o teh raznih kemijah, kemičnih reakcijah. Ne. Očitno je kemija delala, čeprav po drugi strani mogoče tudi to, ker nisem pa niti pretiraval s to spolnimi izkušnjami, rečemo v najstniških letih, ker sem po drugi strani mi je bila ljubezen nekako pa tudi prioriteta. Se pravi, je vse bilo z nekim občutkom, vseeno. In sem imel, v bistvu sem se jaz, so mi punce rojevale po glavi, ne? Ampak v načelu so bile to, niso bile povezane s kakšnim direktnim, tako kot je doskrat zdaj, pa kako rečemo, seksom takoj. Ampak je bilo mi najbolj bistveno te čisto osnovne simpatije, osvajanja, mogoče pogledi, držanje za rokce, pač romantičen tip. Ne. Ampak v tem je v resnici zelo veliko. Ne? V tem je največ, zdaj to mislim, ampak po drugi strani me pa seveda nisem skrival to, da me vseeno zanima tudi spolnost, ampak očitno nisem hitel, da je tudi nekaj, mi smo bili fantje, sploh takrat smo bili 1-2-3 leta za puncam, v bistvu, tudi za sošolkam. Smo bili mogoče tudi, če bolj droben sem bil, bolj tako. In smo bili, meni so rekli, tako kot sem bil 18, so rekli, nimam 15 let. In punce so pa hotele že dece, ne, rečemo. Ne. In mogoče sem pol tudi to kompenziral pol rečemo, ko sem napolnil 20 leta, ko sem na faks prišel, pa se je to začelo dejansko druženje dosti bolj intenzivno na vseh področjih. Ne. Jaz sem študiral FSPN, novinarstvo, to je bilo ogromno žurk, ogromno druženja in seveda tudi ta, hkrati me je zanimala ta literatura od Henryja Millerja do Bukowskega in tako, poleg rock'n'rolla. In tudi te tudi idoli glasbeniki, ali Rolling Stonesi, to so bili, to je bila, zelo odprti. To je bila pa flower power gibanje, pa tak, seksualna revolucija. Takrat je
ta energija erotična bruhala. Iz vseh teh por. Svet se je odpiral, tudi seksualno. In to je bilo za enega mulca v enem vsem dost rigidnem socialističnem sistemu atraktivno. Ne? Jaz sem seveda hodil že takrat od 3. razreda gimnazije, sem potoval po Evropi z vlakom, z štopa, tako. In mi smo hodili, drugače, kot si mogoče zdaj predstavljajo Jugoslavijo, ne, to je bila dosti bolj odprta država, kot je, rečemo, Slovenija trenutno. Ne. Slovenija je približno, kaj če bi rekel, ena Moldavija približno zdaj, ne, v tem smislu. Slovenija v Jugoslaviji je bila najbolj odprta republika. Ne. Mi smo bili znani potem, da smo, ali se je šlo v Afganistan, v Indijo, London, Pariz. Zelo v bistvu tako neustrašno, brez ovir. In enako kot si v bistvu na nek način bil začetnik in si pripeljal to, rečemo temu, seksualno odprtost na sceno, je pa tudi istega leta, tam je zdaj zanimiva primerjava, kot se je rodil Tomi Meglič iz Siddharte, nastanejo punkerti, ne, ki so pa temelj punk rock sceni v Sloveniji. Ne. Kakšni so pa to bili časi za glasbo takrat? Ja, podobno kot za seks. Ne. Odpiralo so se možnosti, bila je na vidiku ena nova glasbena revolucija, ne, ki se seveda, rock'n'roll se je potem, ko je bil v 60-ih letih blazno atraktiven z vsemi svojimi skupinami, se potem je šel malo v simfo rock, malo se je povampiral oziroma po elitiziral, ne. In punk je bil odgovor na ta elitizem glasbeni. Spet se je šlo na to, da se ta prvotni duh svobodnega rock'n'rolla oživi, ne. In to je bila ta energija, ki ni bila samo, v bistvu se ni samo osredotočila na protest, ne, ampak hkrati tudi na uživanje v tem svetu. Ne. Mi smo po eni strani seveda vedeli, da je dosti narobe v tem sistemu, tudi, ampak po drugi strani smo vseeno uživali življenje. Nismo bili zaradi tega ne apatični, ne slabe volje, ampak nas je to še podžgalo, da smo nekaj povedali, kar mislimo v tem svetu, in smo hoteli odpirati, spreminjati zadeve. Ne. Se ti zdi, da tega danes manjka, recimo pri mladih, ravno tega nekega duha punkerskega oziroma nekaj vsaj podobnega? Zdaj seveda bom izpadel kot ena starudija, ne, če bom tukaj jamro zelo, ampak dejansko se je svet spremenil. Ne. Če rečemo, da je včas smo imeli bolj nadzorovane medije, pa tako, imamo zdaj vse prodane medije. Ne. Zdaj vse v bistvu smo ujeti v ta krog dejansko te kapitalske zgodbe. Ne. Vse je bolj ali manj odvisno na to, koliko denarja kaj prinaša. Ne. Je pa treba pogledati tudi izven tega, ne, ker je včasih težje. Če smo mi lahko še zmeraj ogromno pozitivnih ljudi, narava je še zmeraj lahko zelo lepa, čeprav včasih sonce malo zažge ali pa je predolg časa dež, ampak svet ni toliko zelo drugačen, ne, in mogoče je težje. Včasih smo imeli občutek, da če si kaj povedal, ne, je to, če smo približno, rečemo, če smo mi izdali prvi singel Ljubljana je bolana, to je cela Slovenija, cela Jugoslavija vedela. Ne. Zdaj boš ti lahko naredil singel 1000 promocij, pa ne vem kaj, pa bo šele leto, 2 trajalo, da bo mogoče prišlo, ker je ogromno enih stvari, ker seveda tudi po svoje ni narobe, ker je več ustvarjalnosti, ker je pa po drugmu, se pa seveda
dosti pozitivnega izgubi v tem. Mislim seveda, da zdaj vprašanje, kako bi rekel, kako bi opredeljeval. Meni je seveda del nove umetnosti, nove kulture, nove muzike čisto všeč. Ga je pa težko najti tudi, kakšne stvari zelo težko najti. To so ti šoki, ki smo jih videli na začetku. Se pravi, tudi mladina se mora biti dosti bolj fleksibilna, ni toliko svobodna, da bi lahko kar tako zgledano zven svobodna, ampak v bistvu potem se mi zdi, da ravno zaradi tega kapitalnega mehurčka zelo težko v resnici svobodno uspeš. Ker je en tak, v bistvu vse je bil nadzor, seveda najbrž v 60-ih letih prejšnjega stoletja, seveda je bil dosti bolj totalitaren, kot je zdaj. Sem zdaj, že v 70-ih koncih smo mi začenjali, v 80-ih pa sploh, bila družba najbolj odprta, v 90-ih. Potem se pa spet izgublja ta novinarstvo je bilo včasih, rečemo, zelo časten poklic. Zdaj tudi sem bral ene razprave, praktično polovico ljudi, ki se izobražajo na novinarskem področju, je samo še PR-ovcev. Oni delajo za PR. Njih več ne zanima nobena resnica, nič, ker je moto novinarja. Ampak samo prodaja. Na področju športa, ki olimpijski ideali, koliko je še tega, koliko je bistveno. A ni najbolj pomembno to, da v enem klubu igrajo otroci lahko, in da igrajo in potem polkar bo, ne da se sam gleda, da bo vsak ta drug Ronaldo, pa da bo tudi s temi, mislim, da je to s temi denarji, ki se sučejo v določenih športih, to ni najbolj zdrava logika, Ampak ti si pa v bistvu dosti mladim vseeno pomagal, naprimer, da recimo eni iz najbolj znanih primerov so Bigfoot mama, fantje. Kakšen je feeling v bistvu, ko pa vseeno imaš takšno kariero za sabo in si sooblikoval v bistvu kulturno dediščino, glasbeno v Sloveniji in toliko mladim pomagal? Kakšen je tvoj feeling ob vsem tem na današnji dan? Mislim, da tako, ko so oni, ki od tega imeli, samo jaz isto od njih. To je črpamo eno od drugega, Moskonterji in dobro, takrat smo z Bigfoot mamo štartali, so bili oni res mulčki. Jaz sem imel občutek tudi, da so bili sem bil jaz dosti mlajši, kot so oni zdaj, tako da smo bili še vsi zelo mladi, ampak ja, to je bila ena nora zabava, mislim, nekaj, oni so, ko čutiš, da kako jaz sem namreč tudi bil isto, ko sem hodil na te koncerte v Ljubljano in bil v prvih vrstah, rečemo na Tini Turner, Tina Turner, pa The Slade, pa pol, vse te skupine, ki sem jih gledal, pol naprej. Jaz sem se zmeri, tudi v bistvu sem začel, ko sem bil izpod odra, sem podoživljal te krasne trenutke na odru. In tleni velike meje. Ti si pod odrem, pa nad odrem. To je v bistvu rata, to je ena skupna usoda, a veš, izvajalca pa poslušalca. In to, ko pride ena taka vibra, Jamajčani imajo res ta izraz vibe, ki je najboljši, ampak tudi ta vibracija teh pozitivnih, pozitive, ki veje skozi muziko, oziroma skozi tim. Včasih je to isto v nogometu, ki sem ga tudi igral. Skupinski šport je lahko podoben, ali pa kakšne skupinske te dogajanja. William Reich, sem glih zanj govoril, smo govorili o njem, ki je tako nekako nesrečno končal, ampak on je govoril o tem, kakšne energije se sproščajo blazde
o imaginarnem, sicer rečemo skupinskem seksu, tisočerih. To so ene čist nore energije. Ne? Ki pa jih še v bistvu niti ne poznamo tako dobro. Ki Wim Hofa poznam in sem bral njegovo knjigo Dihalne tehnike. On govori o tem, kako da samo dihajo ljudje skupaj, pa pol skupaj zadržuje dih. Kakšna je to energija? Ja, ne? Res. To se pravi, mi smo skoraj pozabili in to so te energije, ki so v skupini. Ljudje smo skupinsko biti, ljudje smo družbeno bitje. Zato tudi teži, da se nas vleče, v bistvu energija nas Ker vleče. to, kar pa nas hočejo in to, kar je bilo, rečemo, totalna, absurdna napaka v tej krizi, ostanemo doma. Ostanemo seveda, ne vsak posebej, ampak pej ti ven, zunaj je narava, zunaj dihaš, umakni se. Te masovne energije so rečemo, ustvarile ene največjih, so se ustvarile največkrat prav na koncertih, teh velikih rock spektaklih, velikih športnih dogodkih. Ne. In to so te energije, mitingi, rečemo, tudi če se spomnimo, kako smo se osamosvajali, kakšno je to pozitivno skupno vzdušje. Ne. Tega, kar zdaj pač mi tako pogrešamo. Ne. Če boš ti spodbujal negativne reakcije, boš dobil negativo nazaj. Če boš probal graditi pozitivno, boš dobil pozitivno. Jaz nimam kakšnih stališč teoloških, zelo definiranih, ampak se spomnim, ko sem poročal obisku papeža v Sloveniji. Ne. To je bila ena izredno dobra energija. To sem mogel zapisati, ne. Kljub vsemu. To so dobre energije in se čudi, da je to nekaj pozitivnega. Ne. In k temu bi dejansko mogli težiti in to, kot družba. Ko pa vidiš, kaj je ta ista vera lahko kaj delala, ali pa politika, ali pa kapital, kaj dela za to, da bo zaslužila še malo več, ali pa še mnogo več, se pa zgroziš. Ne. In takrat tudi v bistvu ta energija malo zamre človeka. Zamre. Dragi poslušalci, to je bilo to. Mislim, da lahko greste v dan danes z tem, kar je Pero povedal. Poiščite sočloveka, poiščite družbo ljudi, ki so vam všeč in se imejte fajn z njimi. In pridite na festival Lent, tudi na koncerte. Pa tudi vse dobro in se vidimo. Čau! Srečno! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.